In akcija! Pozdravljeni življenci, pozdravljeni vsi ljubitelji resničnostnih šovov in slovenske drame. A jo imamo veliko? Nimamo, ampak lih prav za 2krat na mesec, da jaz naredim tale video. Moje ime je Jan, poznate me iz TikToka in jaz sem nazaj s tole rubriko Dolgi jezik z Liljan Xom. Jej! Prvo ste tako zelo dobro sprejeli, da sem rekel, gremo, naberimo dramo, naberimo 3 članke, pa naredimo novo. Danes bomo govorili ponovno o 3 stvareh. Prva stvar, kdo je sanjski moški? Kdo je nov sanjski moški? Pa seveda sploh noče povedati, ampak bomo probali mi to danes ugotoviti. Naš drugi škandal se gre o Čale Saletu. Zakaj bomo o njemu danes govorili? Zato, ker naj bi domnevno pisal mladoletnicam. Bomo pogledali, kaj se tam dogaja. In pa še za konec se bomo mogli še enkrat dotakniti Nine Radi in pa Ambroža, ker se je veliko zgodilo v zadnjih 14 dneh. Tako da, vzem si čaj, vzem si sok, zagrab čips, pa skupaj predebatirava tole. Jungle vibe. Kdo je gledal sanjskega moškega? Jaz mislim, da čisto vsak ta tretji tukaj ki tole gleda. Ne lagat, pa si priznajte, da je bila oddaja solidna, zanimiva, od začetka do konca. Sanjski moški je bil v redu, v oddaji. Ta oddaja je bila tudi zelo uspešna na Pop TV, zato so jo podaljšali za drugo sezono. In, ne vem, če se spomnite, mislim, da je 2 meseca nazaj, so že dali razpis, javni razpis, da iščejo novega sanjskega moškega. Lahko sem se prijavil jaz, lahko si se prijavil ti. Jaz se nisem, mogoče si se ti. Mi smo imeli to priložnost, to čast, prosim, jaz o tem videu ful pretiravam. Mislim, da zdaj tisti, ki me že poznate, to že veste, ampak za vse tiste, ki še ne veste, to je moja komunikacija, navadite se, ful pretiravam. Kakorkoli, imeli smo to neverjetno čast, oziroma nekateri ljudje so jo imeli, ker je Pop TV prvič spustil sanjskega moškega iz svoje kletke. Prejšnji dan je hodil po Ljubljani in delil puncam vrtnice. Njegov profil ostaja še skrivnosten. Zaenkrat vse, kar vemo, je to, da je športnik. Mislim, sicer ni bilo kaj drugega za pričakovati, ampak športnik je. Jaz sem se zelo potrudil, da bi malo pogledal, če kdo ve, kdo je sanjski moški. Na Instagramu mi nobeden ni odgovoril. V komentarjih, naredil sem napako in sem šel na Facebook komentarje. Ljubi Jezus, človek, pika, ljudje na Facebooku, a vi nimate čisto nobene samokontrole? To komentarji so absurdni. Edine komentarje, ki sta se ponavljala, je to, da naj bi bil nov sanjski moški Franko Bajc ali pa ta more attractive brother od teh dvojčkov, ki sta zmagala kmetijo. Tako da, daj mi zdaj hitro napiši v komentar, če se ti kaj sanja, kdo bo nov sanjski moški, in pa zanima me, ali ga boš gledal, oddajo. Mislim, to ni treba pisati, ker vem, da boste gledali, ker bomo gledali. Predvsem mi napiši, kdo bi rad, da je sanjski moški. Zanima me, dajmo. Ok, naš drugi škandal, ki se je zgodil prejšnji teden, je, prosim, dajte poročati mojemu glasu, jaz sem kar prebolel COVID, ko mi preživel in zdaj sem že tukaj snemam, kakorkoli. Naša druga tema je Čale Sale. Imamo dramo, imamo zabavno dramo, pa imamo pa to dramo, ki ni več toliko zabavna. Imel pravic povedan, to ni zabavna drama, ker je zelo resen problem, s katerim se veliko mladostnikov srečuje. Punce so obtožile Čale Saleta, da se je pretvarjal, oziroma ne, da se sploh ni pretvarjal, da jim je pošiljal vulgarna sporočila, zdaj ne vem, mislim, da tudi fotografije. In pa ena je od punci tudi trdila, da se je z njo dobil. Nič, moja kamera je crkana, tako da nažalost bo nadaljevanje videa potekalo takole. Ampak nič narobe, gremo naprej. Ko zdaj smo tukaj po ekranu, pripil ene par screenshotov, vi si vzemite cajt, pa si preberite. Dajmo pogledati, kaj je Čale Sale. Kaj Čale Sale prav? Priljubljeni glasbenik in vzornik številnim mladim, to je res, Čale Sale se je ponovno znašel v nezavedljivih situacij, kaj bo je prva situacija. Po družbenem omrežju TikTok namreč kroži video, v katerem anonimni uporabnik razkriva domnevne neprimerne zasebne korespondence. Kva? Prvi se začel to besedo.
Žal se na vseh omrežjih srečujemo z lažnimi profili in goljufijami v mojem imenu. Ok, bodimo realni, verjetno je veliko profilov z njegovim imenom, ki so fake, ampak če lahko nekdo na videu dokaže, čale, da je ta profil bil tvoj, iz katerega si se pogovarjal, pol ne moramo govoriti o lažnem profilu, ne. Se pravi, če ima tista punca, ki ga je obtožila, da se je pri, ne vem, 15 ali 16 z njo dobil, bil do nje zelo, kako ne rečem, posesiven, da ji ni nehal težiti, da ji je pisal, da ji je klical, potem naj ona pokaže ta voice recording. Pa se bomo pa naprej menjali. Po drugi strani sem pa gunil, zakaj bi Čale Sale iz svojih ta pravih profilov pisal telam puncam. Ker ni neumen. Upam, da ni neumen, da ni toliko neumen. Ena stvar, ki me je majčkeno zmedla, je ena punca je napisala, da je to po moje en pevc. Mislim, da vsi vemo, kdo je Čale Sale. Jaz ne poznam nobenega komada, vem, kdo je Čale Sale. Vsi, ki so se domnevno z njim pogovarjali, so točno vedeli, kdo je Čale Sale, koliko je star, vse. Ampak tukaj se ne moramo in se ne smemo osredotočiti na 17, 15, 16-letne punce, ki so se pogovarjali s Čale Saletom, ampak zakaj se je on pogovarjal z njimi, ne zakaj bi se one z njim. Mene zanima, kam se bo ta zgodba upeljala in upam, da bo to dobila epilog pa konec. Ok, in pa še za na konec bomo govorili o temi, ki ljudje se te teme enostavno sploh ne naveličajo. Pojdimo kar k biznisu. 14. januar. Članek z naslovom Kmetija, to je ob koncu zveze z Ambrožem povedala Nina. 25. januarja in pa 26. januarja sta pa prišla zelo zanimiva članka ven, se pravi, Nina Radi in Ambrož, spet par. Sinoči je Nina na Instagramu objavila video skupne večerje za žurnal, pa sta potrdila, da sta z Ambrožem spet par. Spet sta par, ok! Se pravi, na storiju vidimo, da je on pa šel nazaj. Aha, to je članek. Presežem, te članki o slovenski drami so tako tri povedi, zaradi tega, ker ničesar ni. Pač ta naš show biznis v Sloveniji je tako dolgočasen, odkar več Nine Ovsenar ni, je šlo vse samo downhill. Aj prav, a se strinjate z mano? Nina Ovsenar, če to gledaš, prosim, prid nazaj, jaz bi en video s tabo naredil. Jaz mislim, da se morata ona zamečkano umakniti, jaz mislim, da se morata umakniti z teh tabloidov, nehita komentirati, nehita odgovarjati novinarjem, ali pa ne, da bom jaz lahko o čem govoril. Kakorkoli hočeš, bo prav izpovedano. Pa smo ponovno predebatirali 3 zelo pomembne teme. Kaj si jaz mislim vsemu skupaj? Veliko tem je še ostalo odprtih. Se pravi, nismo mogli narediti zaključka, kdo bo zmagal, kdo bo sanjski moški. Nismo mogli narediti zaključka, kaj bo Čale Sale tam, kaj se zares dogaja. In pa nismo mogli narediti zaključka z Nino in Ambrožom. Jaz se bom vseh teh treh tem še enkrat dotaknil v naslednjem videu, samo tako, da vidimo, če bojo kakšni zaključki. Tako da ti ne pozabi se subscribe na Džungli kanal, da ne zamudiš zaključkov teh tem, če slučajno bojo. Lajkaj tale video, če ti bo všeč. In pa na koncu ti bosta pokazala 2 videa, tukaj enega, ki si ga mogoče zamudil, tukaj pa eden, ki ga mi predlagamo. Lepo se majte, se vidimo v naslednjem videu z mano. Dolgi jezik z Lilan X-om. Kaj pa to? Kako se to fajn sliši?